Zdaj pa začenjamo s tragično novico, ki prihaja iz Sevnice. Tam se je zgodilo nekaj resnično groznega. V Sevnici s kipi Melanije Trump enostavno nimajo sreče. Tokrat so nepridipravi bronasti kip ameriške prve dame odžagali pri gležnjih in ga odnesli. Koliko ti mora biti dolgcajt, resno? Koliko ti mora biti dolgcajt? Pri vseh TikTokih, pri vseh streaming platformah, pri Netflix, vse imaš, kar češ, HBO, Showtime, vse imaš, kar češ, pri vsej pijači v lokalih. Pobje? A gremo Melanijin kip spizdit. Sprav, mogoče pa lih zaradi vse pijače v lokalih do tega prišlo. Ampak bolj, ko gledam to situacijo, bolj se mi zdi, da je tu očitno v ozadju nek drug motiv, ker to je bil zdaj že drugi Melanijin kip, ki ni preživel. Prvi je pogorel, je bil lesen, pa so postavili nadomestnega, bronastega. Jaz ne razumem, zakaj bi to koga ujezilo? Mnogi so ga dojemali kot posmeh, ne poklon. Namesto ponosa je v ljudeh zbujal zadrego. Kip bi pač mogel zasnovati nekdo, ki bi ta kip bil mečken bolj glamurozen, ne vem. Da bi bilo lepši kip, glede, koliko je ona lepa. Pa tako povejte, ne, lokalcem ni bil všeč ta kip, ne. Čakajte malo, nekdo je ukradel kip, počasi. Noben ga ni maral tam. Pa kaj pa je, kaj na tem kipu takšnega, da človeku ne bi bilo všeč, a? Kaj? Kaj manjka tem kipu? To je tako kot v tistem filmu, ko je en osumljen krivi, so pa glih vsi drugi, samo ne. Ta Sevnica je en sumljiv kraj. Ne vem, jaz bi za začetek pregledal zapisnike sej občinskega sveta. Da ni tam pod razno kaj, kar bi lahko pojasnilo to skrivnost. Točka 5 danes, odstranitev kipa Odstranitev kipa Melanije. Četrtek ob 4 zjutraj, a? Imate cajt? Božo, imaš še tisto fleksrco? Jo bomo odrezali, pa v Savo fuknili. Pa bomo rekli, da je vandalizem, dobro? Težave, ki pestijo ta bogi narod. Kaj smo mi naredili, da nas življenje tako tepe? Nikoli mi ne bo jasno. Pestro pa je bilo pretekli teden tudi v slovenskih zaporih. Slovenska policija je v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi namreč preprečila napad na mariborski zapor, kjer je priprt verjetno eden najbolj razvpitih kriminalcev v državi, Dino Muzaferović, znan pod vzdevkom Cezar. Čakaj, sem jaz to prav slišal. Slovenska policija je od tujih obveščevalcev dobila informacijo, da želi iz slovenskega zapora pobegniti zapornik, ki je zaprt pri nas. Slow clap, prosim, če že. Ne moreš videti. Naši vrli pazniki. A gledate kaj po celicah? Bolj ne? Ali sam ne opaste, kaj se dogaja? Dober večer, kva pa vidite? Aha, sam malo jamo kopljete, dober. Za kondicijo, ne? Ja. Kar nadaljujte. Kako pa je bil v resnici planiran ta pobeg? Filmski pobeg je načrtoval iz svoje zaporniške celice v mariborskem zaporu, pri tem pa so mu pomagali pajdaši, šlo naj bi za kurirje, ki so še na prostosti. Kdaj naj bi ga izvedli, ni znano. V meni pa sta bila dve varianti. Rezanje rešetk na okno in kako bi se to izvedlo, in pa uporaba raketometa, s katerim bi se naredila odprtina v steni, skozi katero bi pobegnil priprti. Pazi, in to je informacija, ki je prišla iz tujine. Naša policija tega ni videla. Ti, Joško, pa kaj tam pred zaporom stoji, raketomet, ali meni se samo to zdi? Ne, zdi se ti. To je raketomet, ne? Kaj miš, da je mogla prijaviti na generalštab? Ne, pusti. To se nekaj otroci igrajo. Ta bazuka, to je otroška.
Kaj še je rekel direktor kriminalistične policije v klipu, da je bilo v planu rezanje rešetk in kako bi to izvedli? Ne vem. Bom tako rekel, jaz nisem noben strokovnjak, jaz nisem noben kriminalist. Rad berem sicer Agato Christie pa podobne, ampak mogoče pa lahko na tem mestu malo pomagam, ne? Kako bi lahko to storili. Verjetno z žago, ne? Verjetno tako. Kolikor jaz vem, se rešetke takole režejo, pač. Med drugimi novicami, popolnoma nepovezanimi novicami. Nenavadni vsiljivec je želel vdreti v zapor. Sredi noči je na območju odprtega oddelka, kjer imajo postavljene svoje čebelje panje, prilomastil medved. Seveda njegov vdor ni ostal brez posledic, povzročil je kar nekaj škode. V iskanju sladkega plena je razdejal panj in uničil eno od čebeljih družin. Se pravi, on se je v bistvu medveda naročil, da ga pride reš. Falila je in slovenska policija, in tuji obveščevalci, in tuje varnostne službe. On je medveda. Zdaj, medved je sicer falil zapor, ne, ki je vdrl na Ig in ne v mariborski zapor. A ste medvedu zamerili? Ne boste. Medved je žival in žival ne ve. Okay. Imamo kakšen posnetek tega medveda? A, takole je izgledal. Ok. Lepo. Zdaj pa k črni kroniki. V soboto je bil v Arboretumu festival Gibanja Svoboda. Evo en močen aplavz za Tanjo iz Socialnih demokratov in Asto iz Levice. Dva še pogrešajo. Mi pa skočimo zdaj, mi pa skočimo v Ameriko in dajmo pogledati, kaj počne naš zet. In the campaign, I promised the American people that I would build a cutting-edge missile defense shield to protect our homeland from the threat of foreign missile attack. Based sensors to detect and track missiles and intercept them using advanced weapon systems. Its big advantage would be being able to detect them much earlier during their boost phase, something which ground-based systems can't do. Aha, se pravi, bo toplo gredo postavilo do Amerike. Tu bo koleraba, tle bo malo rakete, ki bojo varovale kolerabo, tam bo fižol, bo imel senzore, bo rakete sesile vsega, ki bo hotel naš fižol ukrast. Najboljš fižol. Imamo najboljš fižol v zgodovini človeštva. Zakaj, dajte mi se nekaj povedati, zakaj je pri tem človeku vse zlato? Izraelci imajo Iron Dome, železen ta on. Sovjetska zveza imela železno zaveso, on bo imel pa zlato kupolo. To ne zveni kot vojaška obramba, ampak kot tematsko obarvana rojstnodnevna zabava, razvajena 16-letnice. Golden Dome. A je tuše v Beli hiši tudi zamenil z zlatim tušem? Ne vem. Ste gledali Eurosong? Ja pa ne? Kaj narobe z vami? Dajmo eno glasno. Ja ali ne? Ste gledali Eurosong? Ja? Kaj z vami ljudje? A rabite pomoč? Veliki zmagovalec letošnje Eurovizije je mladi Avstrijec JJ z balado visokih tonov Wasted Love oziroma Zapravljena ljubezen. 24-letni kontratenorist je po napetem zaključku premagal drugovrščeno Izraelko. S solzami v očeh pa je svojo zmago komaj dojel. To je prva zmaga Avstrije po 11 letih, ko je leta 2014 slavila pesem Rise Like a Phoenix, vsem dobro znanega pevca z umetniškim imenom Conchita Wurst. Slovenci smo največ točk tokrat namenili sosedom Italijanom, največ navdušenja pa je tudi letos požel Baby Lasagna. A ni fino? Čestitke zmagovalcu, čestitke Avstrija. Ja, en aplavz za Avstrijo. Ja. Super, ja, naši sosedje. Moramo ploskati Avstriji. Všeč mi je, moram priznati, razvoj avstrijske glasbe. Od Haydna, Mozarta, Mahlerja, do Conchite Wurst, do JJ zdaj. Me prav zanima, kam bo to vse šlo. Ker pri nas v Sloveniji se mi zdi, da bolj ohranjamo kvaliteto muzike skozi stoletja. A se vam ne zdi? Ne vem, Benjamin Nipavec, Uroš Krek, Mari Kogoj, Damjan Murko. Mi imamo vedno kvaliteto. Mi ne nihamo tako kot Avstrijci, se mi zdi. V glavnem, naslednje leto bo Eurosong v Avstriji, kar je super, ker ne bomo rabili še se daleč domov peljati, ker spet ne bomo v finale prišli, a ni? Bomo šli lahko peš do meje. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.